Družba Živjo, danes mi je v posebno čast in zadovoljstvo, da vam lahko pokažem aplikacijo Plod slovenskega znanja, namenjeno komunikaciji družinskih članov med seboj. Takole je videti prav elegantna in uporabna aplikacija je, deluje pa tako na iPadu kot tudi na iPhonu in androidnih telefonih. Pa poglejmo, kako deluje. Aplikacijo Moja družina sem seveda poiskal v iTunes trgovini za Androide, je na voljo v trgovini Google Play, in ko jo poženem, me pozdravi tale lepo oblikovani ekran z velikimi gumbi: koledar, opravila, nakupi, dnevnik, obvestila in nastavitve, vse v zvezi z našo družino Žnidarčič. Najprej si poglejmo nastavitve. Tule vidimo, da sva zaenkrat v dogajanje okoli naše družine vključena le dva, vsak s svojim telefonom, jaz in naša mami, naša glava družine. Pa poglejmo recimo, kaj mi je naročila, naj nakupim v trgovini: mleko, kruh in sir. V dokaz, da je seznam seveda enak tudi na njenem telefonu, sem si ga kar sposodil, kajti podatki med tema dvema telefona se sinhronizirajo preko SIM-mobilovih strežnikov. Pa poglejmo, nakupi: mleko, kruh in sir. In zdaj denimo, da mi Alenka naroči nov nakup, recimo, kaj treba še kupiti, kavo, K-A-V-A, takole, gremo nazaj, in čez nekaj sekund se mora pojaviti kava tudi na mojem seznamu. Za konec pa prijavimo k naši družini še hčerko. Tole je njen iPod in tule nekje med igricami je aplikacija Moja družina. Podatki o družini, pišemo se Žnidarčič, kar pa pomeni, da se tudi na Zojinem iPodu morajo prikazati isti podatki. Nakupi družine Žnidarčič: kava, mleko, kruh in sir. Seveda enako velja za koledarje. Recimo, evo, tule je roditeljski sestanek, tule pa recimo so obvestila, ki so zaenkrat prazna.